Dober dan, lepo pozdravljeni na dogodku Založbe Družina. Tukaj z mano je gospa Milada Kalezić, avtorica knjige Vsa moja resnica je v njem. Pa dovolite, verjamem, da jo vsi dobro poznate, da jo vendarle na kratko predstavim. Milada Kalezić, kot rečeno, slovenska gledališka in filmska igralka, črnogorskega rodu, rojena je namreč v Rovi v Črni gori, vendar jaz moram povedati, ker je tako kak jaz, tudi ona čisto krvna Štajerka. Tako, ker je že toliko let v Sloveniji in tudi pravzaprav so odraslo dobo. Ja, vi, ki čakate v vrsti, lahko se malo tako obrnete, mi dve se bove potrudile, da vam bo hitreje tekel čas. Seveda živela je še v tedanji Jugoslaviji, družina se je zaradi očetove službe veliko selila in se nazadnje, kot sem omenila, ustalila na Štajerskem v Mariboru, kjer je Milada končala osnovno šolo in gimnazijo. Že v 3. letniku pa je začela sodelovati pri ljubiteljskem dramskem društvu Slava Klavora. Spada nedvomno med ene najbolj karizmatičnih osebnosti slovenskega gledališča in filma v zadnje pol stoletja na Slovenskem. Soustvarjala je podobo slovenskih poklicnih odrov najdlje v Celju in Mariboru. V svoji bogati karieri je odigrala več kot 80 gledaliških vlog, za kar je v letu 2011 prejela Borštnikov prstan, najvišje priznanje za igralske dosežke pri nas. Je tudi članica občestva Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru. Pred 20 leti je doživela osebno duhovno spreobrnenje in, če je to mogoče, iz prepričanja ateistke postala predana novorojena kristjanka. Pa, da ne bomo tako resni, te dni, ko smo bili na sejmu, ko smo začeli sejem, smo Milado tudi izpostavili na našem plakatu, pa skozi slišim, ker ljudje šušljajo, a je to tista igralka, ki je igrala v filmu To so gadi, ki je rekla, jok, brate, odpade. Tako da, glej, po vseh vlogah je pa vseeno ta najbolj prepoznavna, če boš komentirala. Upam, da dela, ja dela. Veste, kako jaz raje govorim, če stojim? No, to, kar se mi zdaj dogaja, so v bistvu bile moje moraste sanje, ne, da ogromno ljudi, pa ne vem, kje je oder, pa ali so prišli na mojo predstavo in kam moram iti, ne. Ampak na srečo vsaj tekst znam, vem, kaj moram povedati, ne, tako da v tej zadregi ne bom. Zdaj, kar se tiče Jok, brate, odpade, sem pa zadnjič doživela nekaj nenavadnega, da je nek gospod rekel, veste, imela sem nek pogovor z njim, moja 8-letna hči, pazite, 8-letna, film je posnet leta 77. Ne, dobro je, da sem še živa. In je rekel, zelo rada ima ta vaš film, ne, in najraje ima pa ti stavek in jaz sem si že mislila, jok, brate, zdaj bom znorela od tega stavka. In je rekel, ko se rad svrže na posteljo, pa reče, Mary bo moja. Se rekla, končno in drug stavek, ne. Čeprav zame, jaz sem si ta film šele pred kratkim pogledala, ker vedno, ko je bil po TV, pa ogromno krat je, ne, bi me kdo klical, pa bi me začel, a ja, gledaš se, ne, gledaš se, pol pa seveda bi se pol ure pogovarjala z njimi, ni bilo govora več, da bi jaz ta film videla. In sem ga v bistvu prvič, si predstavljate, res sama na miru si ga pogledala pred menda 2 leti nazaj. No in zame je pa kultni stavek tega filma, ki ga reče Rozi, Majda Potokarjeva, ko fantje gledajo tiste porno revije, ne, in potem je pač nekaj, zdaj ne bom rekla kaj, ne, ker je pač knjižno naravnana kulturna publika okrog, ne, in skratka hecajo malo Rozi, ne, lej Rozi, a je lepa, pa še kaj drugega, tega ne bom rekla, in Rozi vsa zgrožena gleda, pol pa reče, otroc, kam to pele? No, danes si lahko pogledamo, kam to pele. Če še za trenutek ostaneva pri tem filmu, film ste takrat snemali v cerkvi Svete Viba film in je bil en ogromen atelje. A si ti takrat vedela, da se to snema v cerkvi? Ne, ker so bile kulise, ne, zanimivo pa je, da sem se vse življenje sem hodila po teh sakralnih prostorih, ne da bi vedela, da so sakralni, ker AGRFT je imela svoje prostore
v prostorih bivšega samostana, ki je spadal, zdaj so to dobili nazaj, ne, k Tromostovju. In se spomnim, ko sem se sprehajala po Nazorjevi, sem vedno gledala napis Collegium Seraphicum, pa sem si mislila, to je nemogoče, da je v zvezi z mojo igralsko akademijo. No, pol pa seveda Viba film, ne. Se pravi, če si snemal, si prišel na Viba film, ni se ti sanjalo, da je to v bistvu Cerkev svetega Jožefa in to so takrat seveda bila igralska nebesa, ne, da snemaš film in ni se sploh opazilo, da je Cerkev, ker je bilo ogromno kulis za razne filme, vse je bilo zakrito, ne, mislil si pač stolp, pač nek stolp, ne. Tako da potem čez mnogo let, ko me je en prijatelj peljal, in je Cerkev zasijala prazna s tem Plečnikovim oltarjem, prelepa. Človek se res onesvesti, kakšna razmerja neverjetna so to v življenju, ne. Niti sanja se ti ne, kje si pravzaprav, ne. Tako da upam, da to ni bivša Cerkev. Je bilo pokopališče tukaj. Oh mein Gott. Ja, ampak ga ni več, mislim, stavba je pač nastala, ne vem, mislim, da v 70 letih. Tako da, če zdaj gremo mogoče do knjige, čisto počasi, pri naši založbi, pri založbi Družina, je torej, kot smo že omenili, izšla knjiga z naslovom Vsa moja resnica je v njem. Gre za duhovno avtobiografijo. Pa mogoče to pač klasično vprašanje, saj vem, preden sem se usedla, sem rekla, kaj pa lahko midve sploh še danes se novega sprašujeve, ampak odgovori so vedno novi, vedno so neke nianse. Zakaj torej odločitev za to avtobiografsko knjigo? Ja, zdaj moram reči Davidu, naj pride bliže. Prosim, David, da boš potrdil, da je to res, pridi. V bistvu je ta knjiga, pridi. V bistvu je to Davidov projekt, ne. On je prišel k meni in je rekel, da bi bilo to lepo, če bi jaz napisala to knjigo in seveda jaz sem se totalno ustrašila, ker nisem pisateljica in sem rekla res, da ne morem, ne, da poleg tega gre za tako intimne reči, pa ne vem, kako bi se tega lotila in sem rekla pač, da ne. Pol je pa prišel čez nekaj mesecev k meni na mojo proslavo, slavo, moje patronke, Paraskeve, 27. oktobra, kar je v hiši vsakega pravoslavnega vernika izjemen praznik. Takrat pride res k meni ogromno ljudi, ne. In prišel je v družbi Ksenije Hočevar, novinarke Družine, s katero sem imela en pogovor pred tem, in z sestro Snežno Večko, ki je moja prijateljica, ne, ki je pač seveda velika intelektualka, teologinja, filozofinja in vse. No in zdaj si lahko predstavljate, ko so me pa vsi trije začeli prepričevati, pa še na tako velik praznik, se mi je pa zdelo, da res ne morem reči ne, ne. In potem sem rekla, v redu, David, prepričal si me. Sem rekla, res, imaš zelo eno sposobnost, ne, pa rekel, ja, mi ne pravijo zastonj priganjač. No in tako, da sva se zmenila, ne, da bom pač pisala to knjigo. Nisva nič podpisovala, ker sem se jaz zelo bala, da bom obstala v kakšnem, da ne bom mogla ne naprej, ne nazaj in sem kar naprej Kseniji Hočevarjevi, ki je novinarka, govorila, glej Ksenija, če se pa kaj zgodi, boš ti nadaljevala, ne. No, ampak knjiga se je nekako kar napisala, ne. Pisala sem jo vse leto 23, ogromno sem se obračala na nebeškega očeta in ga prosila za kakšen literarni navdih, da bi recimo moji kolegi v teatru rekli, ja, a veš, da pa imaš malo pisateljskega daru, ampak žal to se ni zgodilo, nobenega navdiha ni bilo in ker jaz pišem na roko, ne, ker sem digitalno nepismena, A4 format enega lista iz zvezka je bil vse, kar je meni ratalo recimo naenkrat napisati, potem pa nekaj dni nič, pa sem skozi govorila, pa daj, no, pa daj, pa prosim. Prebrala sem toliko drugih avtobiografij, kot nikdar v življenju, da vam jaz tega opisati ne morem, koliko sem jih prebrala, prekrasnih.
Ampak kar je najbolj zanimivo, nič mi ni pomagalo, čist nič. No in knjiga se je potem nekako po čudežu napisala in evo, zdaj je tukaj, naj rečem. Čeprav to pa moram povedati, včeraj me je klical en gospod, pa je rekel, sem prebral vašo knjigo, kaj naj vam najprej povem, naj vas trdo primem ali pohvalim. Sem rekla, ja pa dajte ovo drugo, ne. No, pol se je izkazalo, da je knjigo z veseljem prebral, da mu je všeč, ampak je rekel, ampak veste kako, preveč po žensko, ne? Sem rekla, kaj to pomeni? Ja, vsega preveč. In jaz sem si mislila, dragi gospod, ko bi jaz lahko tebi rekla, kako sem jaz vse to zreducirala, ko bi jaz napisala, kaj se je res dogajalo. Ne vem, če bi kdo kupil to knjigo, ne? Pa če bi mi sploh kdo verjel. Tako da sem morala se zdisciplinirati, ne? In seveda vsa družina je bila zelo proti, ne, ker vejo, ne, da so bili v naši družini pač huronski dogodki in so seveda potem spraševali, ja kaj boš pisala, koliko je ta pil, pa kaj je bilo takrat, pa sem rekla, ne bom tega pisala, ker na koncu me še lahko kdo toži, se veste, ne. In tako da evo, knjiga se je napisala, no ena gospa je rekla, so jo vprašali, ja boš kupila knjigo, pa ona itak pripoveduje skozi ene in iste stvari, sem rekla, poglej no. Pa vsako sezono bi jaz morala to zgodbo malo prirediti, ampak glejte, ta zgodba je taka pač, kot se je zgodila in jaz lahko pripovedujem samo to, pa mogoče tu pa tam na kakšni predstavitvi povem kakšen detajl, mogoče, ki ga v knjigi ni, ne, kak tak mal. Rahlo škandalozen. Ja, tako. Škoda, da nisem mogla, veste, škandalov je bilo toliko, da knjiga bi bila, ampak nisem mogla tega res. Pa duhovna avtobiografija je, se pravi, gre za pač to plat in potem seveda človek mora paziti, tako kot piše v Tobitovi knjigi, zapišite vse s spoštovanjem. No, tega sem se seveda morala zavedati, spoštovanje. David, hvala. Ja. No, da. Evo. Hvala, Milada, jaz te moram vseeno tudi malo disciplinirati, ker te hočem vse malo približno peljati. Ja. Hvala. Ja. Oprosti. Ne, sej lahko, jaz v redu. Glej, ob izidu knjige si dejala, čakam na odmeve, zaenkrat se počutim, kot piše v Evangeliju. Storila je, kar je mogla. No, zdaj je že vrsta nastopov, odmevov, recenzij, kakšni so odmevi? Pa v glavnem so res pač lepi, ne, mislim tisti, ki mi povejo, zdaj sej sami veste, zdaj kaj v resnici vsak misli, tega ne morem vedeti, ne, ker nekako v človeški naravi je, da nekako pohvalimo pač z lahkoto, ne. Tako da nihče mi ni rekel, no razen ta gospod, da je preveč vsega, ne. Si pa dobila mogoče kakšne odmeve iz igralskih vrst, iz gledališča, zdaj iz cerkvenih krogov, iz teh, katere si zdaj zašla nekako, ne, v katerih si vidimo po vseh nastopih, vabilih, da so zelo dobri in tudi po današnjem obisku. Kakšni so pa kaj iz teh tvojih profesionalnih krogov, tvojega poklicnega sveta? Ja, sej spremno besedo sta napisali dve režiserki, ki sta z menoj delali, res zelo lepi dve spremni besedi, ki prebrali sta knjigo, ne. Zdaj moji kolegi igralci me tako ali tako poznajo, ko sem dobila prstan, so bili na odru vsi z menoj, vejo, da sem virsko blazna, pa jih to ne moti. Tako da v redu, kogarkoli srečam, mislim, so to res lepa srečanja in vem, da ne bo nihče rekel nič slabega, ker veste, moja nekak največja želja je, da mi verjamejo samo to, da sem jaz res to doživela in da jaz res verujem. Nič drugega. Zdaj, vse veste, koliko bo komu všeč, kako je kaj napisano in to pač, ne, na to ne morem vplivati. In moji kolegi, in to je ta naš pač stik, ki je res močen in čustven, mi verjamejo.
Hvala. Jaz sem pred to predstavitvijo poklicala tudi tvojega moža Petra, tudi igralca, pa sem ga nekako hotela zvabiti na oder, mogoče pravzaprav vprašati, kako je on to knjigo prebral, doživel in seveda je pa zelo pohvalil in je rekel tudi to, Milada je to zelo dobro napisala in bo tudi zelo dobro povedala in je nekako me napeljal na to moje naslednje vprašanje, ki ti ga bom zdaj zastavila. Igralci, sploh slavni ljudje vedno pišejo neke glamurozne stvari o nekih preprogah povsod, ti pa o duhovnosti, o poti vase in potem o nekem samostanu rova, kjer si boš pa povedala, kaj počela, nič kaj glamuroznega. Ja, se vsak ve, ne, ki je se približal tej poti, da če hočeš srečati Jezusa, je to v glavnem križev pot. No in rečejo teologi, ko srečaš Jezusa, srečaš sebe in to je bilo seveda res. Jaz sem to doživela v mariborski stolnici pred Jezusovo podobo z trnovo krono in v bistvu mi je kmalu postalo jasno, ker mi je nekdo takrat vztrajno govoril, da sem njegova kraljica, bila sem, ampak točno taka s trnovo krono. In v popolnem mraku, samo oči se vidijo take žalostne. Tako da, ne vem, težko je seveda tudi najti prave besede pa pravi način, da to opišeš, ampak ne vem, upam pač, v moji cerkvi, tam pravoslavni je en mlad fant, ki je to prebral, pa je nekdo rekel, pa zašto nisi napisala, šta se v stvari desilo, ne? Pa sem rekla, pa ne mogu, znaš, človek je bil oženjen. Au. Pa on rekel, pa šta je pitaš, ne, mislim, sve između redova, je rekel ta mlad fant, sve je jasno. Pa ona je stavila Samarijanku iz Evanđelja i ako žena stavi Samarijanku, zna se koji joj je problem. Sem rekla, hvala. Tako da to so vse nekak skrivna sporočila za tiste, ki znajo brati, ne. Mislim, da sem kar bila skoraj da direktna, ne, z vsem tem pač, kar sem citirala. Zdaj pa mi v teatru rečemo, da ni treba publiki telefonirati v parter, se pravi, ni treba vsega odigrati, pa glih do konca, da bo, ne vem, tista zadnji gledalec razumel in verjetno, da je s knjigo tudi podobno, ne, da mislim, da ljudje, ki berejo, imajo v sebi to rahločutnost, da pač znajo med vrsticami prebrati, da imajo neko intuicijo, ne. Jaz sem te hotela še napeljati na ta doživetja na duhovnih vajah v Črni gori, ko si bila, ko si pulila regrat. Ja, veste, jaz imam zelo strogega, bila sem v Kresnicah, imajo bralni krožek in sem toliko govorila o tem svojem botru krstnem, kako je bil strog z mano, da so rekli, pa imate kakšno njegovo fotografijo? Pa sem rekla, no, se je tam na teh zadevah, jaz jih nimam, ne, in so dejansko poiskali in so rekli, evo ga, res je strog videti, ne. On je zdaj, takrat je še bil študent, mlad, jaz bi mu lahko po letih bila mama. Njegova teta je poročena z mojim bratom v Črni gori, tako da to je bila ta veza, da je on postal moj boter, ker tisti trenutek dobesedno ni bilo nikogar, ki bi lahko bil moj boter. Ni bilo virnih ljudi, nikjer, samo komunisti so bili okrog, ne. No in potem je on sam rekel, bom jaz, ne, slavne besede, biču ja, tvoj kum. No in seveda zelo je strog, ker mi je rekel, da ne bom nikoli prava kristjanka, da sem samo grešnica, ki se je spreobrnila, da je to premalo. Ko bi prišla iz mojega samostana Ostrog, to je prekrasen, čudovit, mističen samostan nad mojo vasjo, rojstno, zraven mesteca Danilovgrad. Tam sem se krstila in jaz imam en tak obred, da grem, Ostrog je res moj oltar, tudi tako je videti, ne, to je takšna ogromna skala na 900 metrov višine in samostan je kot ena bela ptica, tako od spodaj jo vidiš v skalo vzidan. No in res čutim, da je to moj oltar, ne, in tam sem vedno, jaz vedno rečem, da imam občutek, da je to edini kraj, ki me sprejme odprtih rok.
No in recimo najprej grem, če pridem z letalom, pa s taksijem se pripeljem, pa nikomur ne povem, da sem tam, da se res lahko posvetim sam pač molitvi in temu, pa se seveda spovem, to je najbolj bistveno. No, potem pa pokličem to sorodstvo, pa kum pride, pa to, pol pa on mene gledal 1 leto tam na začetku, pa je rekel, veš kaj, ti si to shvatila previše, tralala, vidim ja to po tebi, ne. Jaz rekla, pa jaz sem se spovedala, kaj bi zdaj rad od mene, ne. Pa nije, vidim po tebi, nisi ti to dobro uradila, ne. Pol pa so vsi navalili sorodniki, pa daj no ne mučijo, pa lahko bi bila tvoja mati, pa glej, prišla iz Slovenije, zdaj pa kaj naj gre spet, ja, je rekel, naj gre spet gor, pol pa mi je rekel, glej, tam pri relikvijah svetnika je vedno menih, ki dežura, vedno se vije velika vrsta ljudi, zelo dolga, da se mu pokloni, da prosi za molitev, tu so vedno res težke zgodbe in ti lahko temu menihu rečeš, jaz bi se spovedal in potem on prosi une, naj grejo malo nazaj in ti se spoveš, ne, in to je res, z današnjim jezikom bi rekli energetsko, takšen kraj, da ne moreš, da sem ubogala vse, kar mi je rekel, da ne smem biti prizanesljiva do sebe. Je rekel, če res hočeš, da je spoved prava, moraš biti nemilosrdna prema sebi, prema svojim gresima. I još nešto, monasi takve žene kao što si ti, koje su živjele cijelog života bez crkve, bez Hrista, neko vrijeme slušaju, a onda znaju reći, vidi sestro, idi sad ti kući, pa godinu dana razmišljaj o sebi, pa se posle vrati. No, jaz sem si mislila, zdaj, če mi bo to rekel, to je res grozno, mislim, zdaj zdržati 1 leto v, ne vem, neki tišini, ne. No, in sem seveda vse to imela v glavi in sem kmalu padla v en tak res, solze so še najmanj, tresla sem se od, ne vem, hudega, ga nisem mogla niti pogledati. No in sploh ne vem, mislim, zelo nepovezano, seveda sem govorila, kako sem jaz v bistvu živela, še bolj grozno je bilo, kaj sem jaz v bistvu mislila, kaj je resnica, kako sem mislila, da je treba živeti kot ženska, kot mati, kot žena. Mislim, to je bilo tako zelo narobe, da ko sem tam na tem kraju to pripovedovala, sem rekla, ne vem, zdaj me bo ven vrgu, prekinil, ne vem, kaj mi bo rekel, ne. No in potem pač čez čas neham in se je zgodilo nekaj res nenavadnega. On me je objel in je rekel, ne boj se, sve će biti dobro. No in potem vem, da sem sedela pred samostanom, ker sem bila čisto dio, ne. Nisem mogla tako iti do brata domov in takrat sem doživela enega najlepših duhovnih trenutkov, ko te res vse nebo objema, ko res čutiš, da te Bog ljubi in da spoštuje to, da si imel toliko, da si bil do njega toliko iskren, da res nisi, da rečem po domače, šparal sebe, ne. No in potem pridem seveda domov in moj boter me seveda vidi, jaz sem imela take oči od joka, ne, rekel, vidim, to je več nešto drugo, dobro. Pol pa jaz rečem, ja, ali nije se desilo to, što si ti rekel? Nit me oteral, nit mi je rekel, ne, pol pa me sam tak gledal, se tak nasmejal, pa je rekel, da, znaš zašto je to mogel? Se rekla, ne. Zato jer je osjetio da si se stvarno pokajala, da sem se pokesala. Jaz sem rekla, to sem se pa res, ja. Zelo sem se pokesala in v bistvu je ta spoved bila en tak preobrat velik v tem mojem duhovnem življenju. No, potem pa je seveda imel nove ideje, ne, naslednje leto je rekel, zdaj pa moraš ti priti pomagati, pri pravoslavnih se reče, da greš v samostan na poslušanje, se pravi, oni ti dodelijo delo, ne moreš nič protestirati, da ti to ne bi ali pa da bi kaj drugega, ne smeš se pritoževati, skratka molitev, delo in v tišini. No in seveda vsi so mislili, zanimivo, tudi moj kum, ne, da bom jaz delala v kuhinji in seveda kot igralka, ne, sem že videla, da bom kuhala na samostanski način, ko pridem v Maribor, da bom povabila svoje prijatelje in bom rekla, tak, zdaj pa vam bom jaz to pa to, ne, in bom seveda spet imela cel šov, ne. Ampak to se ni zgodilo. Nuna, ki je vodila vsa ta dela, je vsem dala, ženske je poslala v kuhno, pa to, moške v gost, pa čistiti, ne vem, grmovje, pa to. Meni je pa dala najbolj bedno opravilo, kar obstaja.
da od spodnjega samostana do gor, kjer so relikvije, to je približno 4 km ene skalnate poti, čistim plevel. In to med 11. in 4. uro popoldne, ko je vročina največja, se veste, Črna Gora, julij, to je 45 stopinj, ne. Jaz takrat še na plažo ne grem, ne, se ne sončim, ne, zdaj sem pa pulila plevel. In nisem mogla verjeti, ne, in seveda, ko sem vse to oddelala, je bila moja glava taka, roke sem imela čist trde, križ me je bolel in mi je bilo jasno, da jaz drugi dan ne bom mogla iti na delo, ker sem bila čist... No in potem sem si sam želela, da se uležem, niti do hrane mi ni bilo. Ona je vsem dovolila, da grejo na večerjo, meni je pa rekla, ti, kot da bi videla skozi mene, ne vem. Je rekla, ti, smo že bili čisto spodaj, pojdi nazaj gor k svetniku in se mu pokloni. O, mati moja. No in je šla z mano ena druga nuna starejša, ki ni nič govorila, sam tak je res hodila, molče. Jaz sem bila čisto obupana, na robu solz in sem rekla, to je res, mučijo me, definitivno me mučijo, jaz ne vem, če bom to zdržala. No in pridem gor, se poklonim, grem sama nazaj dol in nekje na sredini ugotovim, da se nekako čisto drugače počutim. In potem ugotovim, da mi je svetnik pomagal, vso bolečino je potegnil iz mene, nič me ni bolelo, ne roke, ne križ, vse, nič. In tako sem seveda oddelala teh nekaj dni, kar sem imela. Čudež je pa bil še, tam vedno doživljam takšne čudeže pri svetniku mojem. Čudež je bil pa še to, da se je potem izkazalo, da seveda, ker sem bila nova, nisem imela pojma, kako se je treba obleči, ne, in te ženske, ki pomagajo, dobesedno ni nikjer nič gole kože poleti, ne. Jaz sem pa prišla v eni lahki oblekci, kratkih rokavov, dekolte, na boso nogo nek natikač, tako da sem bila res, kot da grem na plažo, one pa čist zruto, ne. In potem seveda mi je bilo jasno, da imam samo to obleko, ne, da jo lahko oblečem, vsi ostalo je bilo še bolj vse nekako poletno, ne, in za te pač plaže in to, ne. No in sem bila 8 dni v tej obleki, vsak dan prepotena. In sem si mislila, ne upam si jo pogledati in ko pridem domov, ko sem prišla k bratu, da se stuširam, vem, da sem jo vzela in ta obleka je dišala. In to je tak kraj, tam se res dogajajo take reči. No tako da počasi, mislim, leta in leta pač takšnih dogodkov, ogromno molitve. Vem prvo, ko sem prvemu menihu povedala, kako sem živela, jaz rekla, izvinite, oče, jaz sem se tek sa 49 godina krstila, ne, in mi je bilo res nerodno, ti si v bistvu formiran človek, ne. Je rekel, sestro, 5 minuta pred smrt nije ti kasno. No, potem to me je potolažilo in tako sem pač potem šla naprej skozi to moje pač duhovno življenje. Recimo, moj boter Dalibor bi si zaslužil, to bi bila moja želja, veliko fotografijo, ker je čeden in seveda celo poglavje, ampak jaz si tega nisem upala narediti, ker bi, pa še sploh kot odvetnik, sem rekla sorodnikom, na koncu me bo tožil, mislim, Bog ve, kaj bo našel, ne, ker je dejansko, zdaj vam bom povedala nekaj, kar je ena taka, kar se sicer ne pripoveduje, ena taka duhovna, intimna zadeva med nama, ker sem se jaz na začetku vse noči, seveda kot igralka sem zelo frivolna, ne, in se mi je zdelo, wow, ne, zdaj pa imam enega mladega gospoda, pa vse noči klepetava, ne, po telefonu, kak lepo, ne, in sploh on mi takšne stvari pripoveduje, ko nisem imela pojma, da obstajajo. Po pa naenkrat nek večer on reče meni, nisem mogla verjeti, ne zovi me više, kad vidim tvoj broj, meni je zlo, gadiš mi se. Jaz sem rekla, ljubi Bog, ta pa je zdaj čisto norel, ne. Jaz sem rekla, pa dobro, mislim, je pa res naredil toliko zame, pa rešil me nekih nesporazumov mojih osebnih, duhovnih, ko bi res lahko propadla. Tega niti on danes ne ve.
In sem res, ko je tako grdo o meni govoril, sem res čutila samo to, kako ga res imam rada. Ne? In da ta človek enostavno ne more narediti nič, da bi se meni zamiril. Ne? In jaz sem mu rekla, znaš, da dobro vidim, da je sve to tako grozno, da je to tebi težko, a ja moram da ti kažem, da samo osjećam koliko te volim, ne? On je šele znorel. Ti voliš, pa ti od ljubavi ne znaš šta je. Ne? Tebi bi morali da zabrane da koristiš tu riječ, jesi shvatila? Jaz sem rekla, ta se je pa res razjezil, ne. No in potem sem rekla, v redu, no pa ne bom, ne. Je rekel, ne, imaš zdaj duhovnike, tam se spoveduj, z njimi se pogovarjaj, jaz ti itak ne morem dati niti odveze, pusti me, ne kliči me, laku noč. Pa sem rekla, dobro, pa nekaj pa je, ne, ker nekako čutim hvaležnost do tebe, res veliko, kaj pa sploh lahko naredim? Je rekel, ništa, samo pomoli se za mene, laku noč in je šel. In jaz tako ležim v posli in si mislim, ljubi Bog, koliko je znorel, ne, pa zakaj le, ne. No pa se spomnim, da je rekel, naj pač pomolim zanj in sem šla res v temi na kolena zraven svoje postelje in sem rekla Bogu, glej, nimam pojma, kaj mu je, res ne vem. Ti veš, ti vse vidiš, ti veš, zakaj je tako znorel, a sem jaz res naredila kaj tako groznega. In sem rekla, evo, pač molim za njega, to je vse, kar lahko naredim. No in grem spat in čez 20 minut zvoni moj mobitel in je bil on. Jaz sem rekla, kaj, si se zmotil? Je rekel, ne, hteo sem samo da ti kažem, da si rijetko iskrena osoba in da te puno volim. Jaz sem se seveda skoraj onesvestila in sem potem rekla, dobro, znači mogu te koji put pozvati, da. No in to je bilo za mene, še danes ne vem zakaj, ampak Bog vedno tako naredi, da uredi zadevo, pa ti ni treba vedeti, kaj točno je bilo, ne. No in potem čez nekaj let sem mu upala reči, sem rekla, se spomniš takrat tistega pogovora, takrat se pa je najin odnos skoraj da prekinil. Pa je rekel, ne. Duhovne vezi ustvarja Bog in jih lahko samo on prekine, ljudje ne. In evo, to je res in to sem seveda doživela še večkrat. Največkrat recimo z duhovniki, ko se veste, vsake toliko nekdo nekoga šimfa, pa si rečeš, se bom oddaljil od njega, pa se že tako oddaljiš, da si čist proč, ampak potem se vedno vidi, da Bog tega ne dopusti in se je vedno zgodilo nekaj takega, da prideš nazaj. Hvala za to iskrenost, da lahko tako sproščeno govoriš o teh svojih notranjih stvareh. Je mogoče to tudi zaradi poklica igralke? Ne mislim, da igraš, ampak si tako bolj odprta lahko. No, glej, jaz ti bom iskreno rekla, dogajale so se takšne stvari, ki jih nikoli ne bi mogla povedati tule pred vami. Pa sem lahko 100-krat igralka, ne. Tako da vse to v bistvu, kar pripovedujem, je manjši del tega, kar se je dogajalo. Ne, in to mi je šlo skozi glavo, ko je ta včeraj rekel vsega preveč, sem si mislila, dragi gospod, če bi ti res lahko prebral, kaj se je meni zgodilo, bi te itak kap zadela, po moje bi se z ženskami nehal družiti, ne. Ja, mislim, tudi po obsegu ni knjiga tako velika, da bi lahko bilo vsega preveč. Jaz bi mogoče samo, prej si omenila, pri 49 si se krstila to, ampak jaz mislim, da si bila že ves čas tako, kot smo vsi, na nek način imamo to presežno v sebi in če dovoliš, vem, da bi ti to lepše naredila, bom jaz to poskusila. Odlomek iz poglavja, jadrala bom v poševno bit, če lahko. Igrala sem bosa in biti bos na odru je zame nekaj najlepšega. Takrat se mi zdi, da sem res jaz, da občutim vse. Sebe, druge, prostor, vesolje. Ko so me zvezali in mučili in sem vpila sonce, hočem sonce, se mi je zdelo, da plavam skozi oblake in začutila sem stavek iz igre, ki mi je edini ostal po toliko letih. Jadrala bom v poševno bit. Ko smo s kresnicami plesale in na koncu zažgale hišo, se mi je od Wagnerjeve glasbe meglil Also sprach Zaratustra Richarda Straussa, na koncu predstave me tako zadev, da sem imela občutek, da ne vem več zase. Res sem se dotikala nekega sveta, ki je onkraj. Taka izkušnja je možna samo enkrat, nikoli več nisem igrala nič podobno ekstatičnega, kot je bila ta vloga. Mislim pa, da se ti je najbrž vse to potem začelo dogajati v teh samostanih v Ostrovu.
Ja, ker mi igravci vedno, jaz rečem temu, da koketiramo z metafiziko, ne? Ampak na en takšen način, ker smo pač, kot se reče, da smo freigeisti, ne? Da si ne pustimo težiti od nikogar, čeprav nam itak na koncu vsi težijo, ne? In smo v bistvu sužnji svojega poklica. Ja, recimo ta predstava, ja, to je res nenavaden stavek Rudija Šeliga, ki je napisal to čarovnico iz Gornje Davče. Jadrala bom poševno v bistvo. In potem sem se vedno spraševala, kaj je to bistvo za mene, ne? In seveda tega nisem vedela, ampak zdelo se mi je, da jadram, tak občutek sem imela proti nečemu velikemu, ogromnemu, strašnemu, kolikor pač tisti trenutek na tem nivoju duhovnem, na katerem si lahko sploh opišeš nekaj takega, ne? In vem, ko sva se s Petrom iz Maribora peljala na vaje, bila je zima, ker je bila premiera 30. decembra, sva imela en star Volkswagen in je zelo snežilo in so tiste ogromne snežinke tako poševno padale. In se mi je zdelo ves čas vožnje iz Maribora do Celja, da jadram poševno v neko bistvo, nisem vedela katero. In zdaj seveda jaz sem zelo rada plesala in hvala Bogu v tej predstavi pač sem res ogromno plesala, da vam sam ilustriram, kakšna stanja so to. Bil je en takšen rumeni tison po tleh, ker najprej plešemo, moje prijateljice, kresnice in jaz, potem pa zažgemo to meščansko hišo. In jaz sem se poškodovala, ne da bi vedela. Ves ta tison je bil krvav. In jaz vem, da mi je šlo sam skozi možgane, joj, nekdo se pa je res poškodoval fejst, ne. In se mi ni sanjalo, da sem to jaz, ker si res v enem takem stanju, to je pač nepopisno, res nekega napol transa, ne. Recimo, mi smo takrat brali, da ta primitivna plemena v Afriki toliko časa v enem ritmu plešejo, pa potem še kaj, ne vem, kakšno rastlino, malo tako, ne, žvečijo in pridejo, ne, v ta stanja. In recimo ta Wagnerjeva glasba, ta ples, vse to, kar se je dogajalo, te dejansko spravi v eno tako ekstatično stanje, ne. No, na srečo je bilo to samo enkrat, ker naprej ne bi mogel tako igrati. Jaz vem, da sem gledala pred par leti enega igralca mladega, ki je tako noro igral, tako dobro, ampak tako intenzivno, pretirano, da je imel srajco tako mokro, kot da bi jo iz enega čebra potegnil iz vode. In zdaj jaz rekla, pa ta človek tega ne bo, mlad je še, to on ne bo zdržal, to par let je možno in vedno je tako igral. In potem je dejansko čez nekaj let izstopil iz gledališča. In isto vem, ko sem bila članica žirije na festivalu malih scen na Reki, je bila ena predstava iz Prage, tako intenzivna, da vam jaz tega opisati ne morem, nevarno so igrali in je tudi en mlad fant tako igral, isto, čist, moker. In sem jaz potem rekla, ko je bil pogovor z igralci, sem rekla, pa se ti tega ne moreš zdržati dolgo, tega načina igranja, ne. Ja, je rekel, ja vem, ne, ampak zdaj, dokler lahko se bom trudil, ker se veš, v Pragi je tako, da je ogromno igralcev in enostavno za vsako vlogo jih čaka 20 v vrsti, ne. Tako da to je res na trenutke mučeniški poklic. Kako pa igralci uspete obdržati svojo bit, svoj jaz? Vedno znova se prelevite v neke druge svetove, druge vloge. Kako vam uspe obdržati z neko distanco, ne vem? Pa te poti so različne, tako kot smo ljudje različni. Jaz vem, jaz recimo nisem nikoli marala po predstavah iti v gostilno pa se zapijati, ne, kar so v glavnem igralci počeli. In potem vem, da sem enemu rekla, ki je to nenehno počel, pa kako lahko to, mislim, toliko intenzivno smo igrali, čist nori smo, ne, zdaj pa še v tej gneči, vse je zakajeno, si čez pol ure čist pijan, pa kaj je to, kaj imaš od tega, ne. Pa je rekel, gled, na tak način pozabim to predstavo, vse te probleme. Je rekel, ne vem več, da obstajajo. No, ampak recimo, moj način to ni bil. Mene je osvobajalo, da sem šla v naravo. In seveda sem imela drug problem, ne, ker sem tam bluzila po teh celjskih gozdovih okrog mesta nad parkom in potem si ti v takšnem stanju, ker vedno premišljuješ, koliko si to odigral, kaj bi se še dalo.
rad bi bil dober, rad bi nekaj našel, nekaj takega, da bi rekli recimo, joj, to pa je res dobro. In seveda potem tako globoko premišljuješ, da sploh ne opaziš nikogar okrog sebe. In potem sem bila zelo zaskrbljena, ker so mi prijateljice rekle, celo mesto govori, da ne, ker te baje srečujejo, pa rečejo dober dan in ti gledaš skozi ljudi in nikoli ne rečeš nič. In potem sem res videla, da imam problem, ker je moja hči enkrat rekla, sva šli po mestu. Je rekla, mami, jaz več ne grem s teboj, toliko ljudi ti je reklo dober dan, ti pa sam buliš pred sebe in zakaj ne rečeš dober dan? Jaz rekla, Vanči, jaz sploh ne vem, da sva koga srečali. No, je rekla, vidiš, dokaz, da si nora, nekaj ni v redu s tabo, ne? No in zanimivo, ko sem šla v Maribor leta 2002, pa sem si mislila, hvala Bogu, ne, zdaj pa tu pa me toliko ljudi ne pozna, tu bom lahko mirno bluzila tam ob Dravi pa premišljevala tako globoko in grem čez Studenški most, Brv, to je en zelo lep most, lesen, za pešce. In tako vedno pogledam in sam en otrok je šel s kolesom in sem padla v svoje misli, na kar otrok, mislim, da je bil kakšen, kaj pa vem, 5., 6., 7. razred, se je ustavil in je začel piti name. Kaj ti je? Kaj te luna nosi? Sem rekla, ne, v redu, sem kaj je, zakaj se sekiraš? Pa veš, kak ti gledaš? Ti nisi normalna. In sem rekla, ljubi Bog, evo, sem mislila, da se bom temu izognila, ne, da pridem v Maribor, zdaj imam pa isti problem. No, potem pa seveda, ko si pa v cerkvi, pa vse te kufre pustiš tam, ne. In vem, da sem prvo sezono, ko sem bila krščena, pa potem naslednjo, pa še, je bila moja najbolj pogosta molitev, da sem sam prišla po vaji, po teh pač teatrskih dogodkih v stolnico v glavnem, v Maribor, se sam sedela, nisem niti mogla govoriti, daj mi to, daj mi ono, naredi to, sam rekla sem, prosim te, vse to, kar mi tu leži, ne, kar so zmetali vame, daj mi to proč, sam to mi daj proč. In to mislim, da sem govorila kar ene 2 leti, dokler potem sem pa nehala, kot somnambulna hoditi po mestu. Hvala. Milada, ti si zdaj že kar nekaj let v penziji, niti treba več na odrske deske, v ves ta cirkus. Ampak ti imaš, kljub vsemu rada, ti imaš rada občestvo, rada si v cerkvi, če samo namignem na en odlomek iz knjige, Milada pride k maši, zdaj ne vem, to bilo pred krstom, po, no, kakorkoli, ko je že prihajala in je tam samo duhovnik pa ona, ne, in duhovnik pravi, Milada, nikogar ni odpovedal liturgijo. Ona pa spozna, da so tam angeli, svetniki, pokojni, se pravi, nikakor nista bila sama. Hočem napeljati na to, imaš rada občestvo, rada si v družbi, tudi če so samo svetniki in angeli. Ja, to je moj veliki problem. Zadnjič je rekla ena mala deklica v cerkvi, smiješ se ko baba vještica. Ker je to seveda za eno kristjanko en tak smeh, verjetno mi je to ostalo še iz teatra, pa sploh ena Rusinja je rekla, ker je bil posnetek ene moje stare proslave, predstave, pa je rekla, da je bila šokirana, da je sem gledala, je to naša pobožna Milada, ne, česa vse je možna, sem rekla, ja, glej, ne, človek je skrivnost, jaz sem največji dokaz, ne, da si lahko zelo pobožen, pa se smiješ ko baba vještica, tako da. Ja, rada imam občestvo. Tako da naša tam, kaže, moja cerkev na Tržaški 13, to je ena ogromna stavba, ki kot da nas je čakala. Največje zasluge za to ima Stanislav Lipovšek, mariborski stolni župnik, ker pri nas nihče ni vedel, da se to prodaja, da bi to lahko bila cerkev in je rekel, pejte tja, to je za vas in tako je bilo. To je ena res velika stavba, prostor, jaz ne vem, to je bilo od vodovodnega gospodarstva Maribor, ali so tja not vozili te cisterne, ogromne pojma nimam, ampak res prav cerkveni prostor. No in tam sta tudi 2 stanovanji za oba duhovnika, prostori za verouk, ogromno prostorov, tako da res imamo vse, kar potrebujemo. No in potem nekega dne postavijo čez noč zraven cerkve, par metrov proč, bencinsko črpalko. In potem pop nas je hecal, ker je rekel, naša je še bila na zunaj, noč smo urejali, na zunaj je bila pa taka podrtija, pa je rekel pop občestvu, hecal nas je, da Petrol nam bo dal blazen denar,
če bomo dali na to stran cerkve reklamo za Petrol, ne? Vam ne morem tega opisati. Celo občestvo je bilo proti, en je celo začel piti, ja, čudaj se rušim, ako stavite taj Petrol gore. No in poloni, seveda je črpalka, pa seveda kafič, ne. Najprej smo bili ogorčeni, ne, kako gre to, cerkev, pa kafič, pa črpalka, pol se je pa izkazalo, da super, ne. Kar naprej smo bili tam, tako da so meni rekli, tako ena starejša gospa je rekla, pa to je grozno, kako ti si neka velika vjernica, ti odmah posle liturgije si na pumpi, tamo piješ, vidim, imaš veliko društvo, smiješ se. Jaz sem sem rekla popu, pa dobro, mislim, oče, zdaj mi vsi govorijo, kak greh je to, da jaz sem kar naprej na pumpi, pa to ne. Pa je rekla, mogu li tam, je to stvarno takav greh? Možeš. Ovo je prva pravoslavna pumpa v Mariboru. Tako da tudi misionarimo, ne, ker se ogromno krat zgodi, ti pogovori so v glavnem cerkveni, ne, in se ogromno krat zgodi, ko kdo pride iz Srbije, pa iz teh samostanov, pa prinese darilca, pa potem načrtujemo neka romanja, pa to in seveda tako na glas po balkansko govorimo in se zgodi, da nekdo seveda malo tako po strani gleda, kao reče kelnerju, kaj je to, kakšna družba je to, ne, ampak včasih se pa zgodi, da kelner pride pa reče, to je plačano, gospod tam je plačal, ne, se pravi, da kot rečemo, ima svega, taki, onaki, oni so se tudi navadili, ne, nas, to osebje, ki se nenehno menjuje, evo danes, včeraj se je začel naš božični post, oni natančno vejo, da ko se začne naš post, vse že datume poznajo, kupijo ovseno mleko, ker ne smemo, ker smo vegani, potem, ko je praznik, nam podarijo par kilogramov bombonov, ker je taka navada, da se meče to otrokom, ne, in potem oni to po cerkvi lovijo. Tako da, ne da bi vedel, ne, pač misionarji, in tja prihaja ogromno, se veste, ljudi, ne, srečam recimo svoje sošolce, pride po bencin, pa reče, kaj pa ti tu delaš? Pa mi pravijo, se vidiš, po bencin spriš, kaj pa ti tu delaš? Se reka, to pa moja cerkev. Tvoja cerkev, kako če to nekaj zgleda? Se reka, pridi pogledat, ne. In potem sva stopijo noter, ne, mora, jaz jih prisilim, da pogledajo, ne. In potem to je nenavadno, ko vstopi človek, ki že zelo dolgo ni bil v sakralnem prostoru. Kaj dostikrat si tu, pa si čem jaz pojem tukaj, ne. In sem res na dobesedno vsaki liturgiji, tako da mi je mojih teh bratov in sester malo žal, ker v glavnem, ne vedno, ko grem v Črno Goro, pa to, ampak v glavnem, kadarkoli stopijo v cerkev, ona tam stoji, to je strašno, ne, tako da, ko je ena moja prijateljica vprašala, je bila ena nočna molitev, pa je rekla popu, a kde je Milada, oče li doći? Pa on rekel, Milada, ona će doći polumrtva. Takšen je moj imič, tako da veste, evo. Ja, scela kot povsod, a ne? Da. Tako da, mislim, da naj že čas preganja, bi rada sam še navezala, rekla si, da misionariš, ampak mislim, da si tudi zelo ekumenska. Zdaj zadnje pol leta krožiš po katoliških župnijah, nam pripoveduješ o svoji izkušnji, govoriš in nas v bistvu, mislim, ka mi kristjani kar rabimo eno tako osebo kot si ti, ka mi tudi ponavadi gremo kot ti tvoji neki mrki odmaše, najprej razmišljamo, kaj je župnik narobe povedal, kaj je oni, skozi neki trpeči, ne, tako da ti pa na meno tako radost nosiš. Za kar ti ekstra hvala. No, ne vedno, hvala ti se, včasih sem pa bila tako mračna, da je moja mati znala reči, a kde ti je radost? Se rekla, veš kaj, takoj, ko zapustim to stanovanje, sem radostna. Dokler sem pa tu z vami, pa vidiš, kakšna sem, ne. Ti si glumica, ti glumiš, znam ja tebe, ne. In tako da, ja, mislim, rada pripovedujem o tem, mislim, da je treba pripovedovati o tem, recimo v igri Ta veseli dan ali Matiček se ženi od Antona Tomaža Linharta, ko se vse srečno konča, pa se vsi tisti, ki se morajo poročiti, se poročijo in potem pojejo en prelep song in noter je vers, eden drugmu ognja dajmo. In že ko sem ga prvič davno slišala, mi je bil ta vers zelo všeč, že na tem čustvenem nivoju, zdaj pa kot verniki pa sploh, se mi zdi, da je naša naloga, da tega duha, ki ga ima vsak, res podarjamo eden drugemu
In recimo meni tudi to ogromno pomeni, da se srečam z ljudmi, jaz sama bi lahko napisala knjigo, kaj vse sem izvedela na teh srečanjih. In tako živimo, to je občestvo, se pravi skupaj, da si povemo. In za mene je bil vstop v cerkev nekaj posebnega ravno zato, ker predtem sem poslušala, daj no nehaj, veš, da imaš kot igralka bujno fantazijo, vse to, kar ti govoriš, to ni res, to pa nehaj, pa zmešalo se ti bo, ne. Da končno, ko prideš v cerkev pa poveš, pa vsi rečejo, ne, je rekel en, pa sestro, pa valjda, pa još više od toga, ne. Končno, ne, ljudje, ki razumejo, kaj si doživel, kaj govoriš, da je to res. In seveda osvobodilo me je to, da nič posebnega v bistvu ne pripovedujem, da se to res vedno dogaja, ne. Hvala lepa. Sem prepričana, da si ti vzbudila zanimanje za knjigo, za vse, ki še niste vzeli v roke. Jo dobite zdaj tukaj na naši stojnici Založbe Družina v naslednjem prostoru. Milada jo bo tudi podpisovala, še s kom kaj pokramljala. Moram vam pa povedati, da niti koščka knjige se skoraj nisva dotaknile, ne? Tako da je vse, kar boste prebrali, še novo. Hvala za vašo udeležbo, pa ostanimo veseli.